Ko se je vse skupaj začelo? Oh my god. Poglejte, 1 uro nazaj. Perfektno vprašanje. Ja, a smo v prvi epizodi? Ne, nismo v bistvu. A smo kdaj? Mislim, da sem vsaj načel temo, kako se je vse skupaj začelo, ampak Kak pa zdaj sploh odgovarjamo, ti prvi, pa še Mislim, verjetno, lahko recimo... Ker je zanimivo je, ker vsak ima svojo perspektivo. Ne, exactly, mislim, da lahko... Mislim, to že, ampak po mojem, da Marko lahko pove the gist, mi pa dodamo. Exactly, vsak lahko doda svoj delež. Give the gist. Get the gist. V bistvu, kako se je vse skupaj začelo, je tako, da vsi smo bili nekako razprašeni po celi Sloveniji in pravzaprav pred podcastom niti nismo bili v bistvu precej, kako naj rečem, povezani. Vsi smo bili v drugih fazah svojega življenja. Vsak je živel svoje življenje. Ja. Jaz sem te vabil v hribe. Definitivno smo se pač sigurno tu ali tam kje srečali, ampak nismo pa recimo kot skupina. Jaz ga že 6 let nisem vijal predtem. Tako, in naenkrat sem dobil idejo, da bi rad spet te stare prijatelje, s katerimi smo v bistvu skupaj študirali, s katerimi smo šli skozi marsikaj, skozi res te porodne krče anime skupnosti skupaj in ki so bili v bistvu z mano od začetka in ki me dobro poznajo v bistvu in celotno zgodovino slow animeja in organizacije, da bi v bistvu sestavili en produkt skupaj, ki bi nekaj spet pomenil v novi skupnosti. Generacijsko se je skupnost začela malo transformirati in vedel sem, da smo zdaj na stopni, ko je dovolj v bistvu novih gledalcev, ki bi bili mogoče pripravljeni konzumirati nekaj, kar smo včasih že delali, pa ni bilo neke, kako ne rečem, gledalstva za to. Zdaj pa smo v bistvu na točki, ko če nekaj naredimo, nek podcast, ne, ali pa karkoli. Ni bil še takrat na začetku ideja, da to bo podcast. Mogoče na začetku bi naredili sem neko oddajo na YouTubeu, ampak nekako se je ta oddaja potem akumulirala v podcast. Ja. Na začetku mislim, da sem poklical Mihata, a si ti zainteresiran mogoče, da bi sprobal enkrat. Ja. Zakaj specifično Miha, Juvan, Gregi? Juvan kot velemojster v videoprodukciji sem vedel, da brez njega kvalitetna produkcija podcasta preprosto ne bo ratala. Zato, ker dobesedno, mislim, da je, sem omenil, Rebeka je omenila, da je naš studio dobesedno RTV-ovski. Jaz sem res Juvana, pač mi ne vem, kaj bi pač. Mislim mi, če se bi imeli telefon, iPhone in to je to. Bolj ali manj, ja. Potem bi imeli TikToke, ne pa. Noben nima preprosto opreme, s katerom lahko ti narediš profesionalno izgledan podcast. In to je en del, po drugi strani pa sva z Juvanom pač preprosto ustanovila slow anime in sva že v preteklosti neskončno število kontenta ustvarila in sem vedel, da imamo že to dinamiko ustaljeno. Vsak pa je osebnostno v teh 10 letih seveda zrastel in lahko še več pripomoreva k končnemu produktu. Seveda so se tudi potem rekonektala po toliko letih, ali sta bila v stikih vmes? To je mene tudi vedno zanimalo. Blaž je nekako iz slow animeja izšel tam nekje 2012 in ni bil zares aktiven več v slow animeju potem 10 let. Ja, v bistvu 2013 sem v bistvu so še neki delali, so še vide delali, se mi zdi, ne, pa sem pa itak šel. Ampak ni zares več ustvarjal kontenta za slow anime. Potem pa, ko sem nekako dobil to idejo za podcast, je to ne samo, da je spet začel da je sodeloval pri podcastu, ampak je pravzaprav spet začel delati content za slow anime. V bistvu že prej, že 2020, ali ko sem začel malo spet fansabat nazaj. Zaradi COVID-a? Ne, pač zato, ker sem začel spet malo gledati in malo sem rivačil določene šove, spoh Steins Gate. Zaradi COVID-a? To meni mislim, da COVID ni imel kaj dosti veze. COVID bi bil zelo pripraven. Mi kot anime fani smo imeli COVID v svoj life. Pa še zmerje. No in sem takrat začel fansaba že 2020 ali 2019, da sem Steins Gate prevedel. In sem v bistvu še ful nekih animejev sem prevedel in sem jih
poslal Marko to, da je gor to obes na naslonje, če kdo to gledal. Ne? Včasih, ko je bil malo bolj tudi aktiven, sva recimo delala tudi, ne vem, različne, kako ne rečem, te povzetke animejev. To še tako sva, recenzije. Ja, recimo tako recenzije in sva snemala pravzaprav na njegovem podstrešju, se spomnim. Takrat nismo imeli studije, nismo imeli toliko opreme, dobesedno sva šla, mislim, takrat si živel v nekem bloku in sva šla dobesedno na podstrešje in tam naredila nek makeshift green screen, postavila eno kamero, naredil je celo makeshift teleprompter. Prosti. Dve kamere. Celo teleprompter je naredil in potem se je videlo, da ne vem, kaj delam. Celo dobil sem en komentar, da preveč gledaš v prompter. Ne? Ja. In 10 let kasneje, 10 let kasneje me je isti uporabnik pohvalil, da dobro vodim. Ja, to je bil taki moment za nas. 180 degree turn. Ne, to je zanimiva zgodba. Ti si njega, on je mene. Tako je, jaz sem ugotovil, kako je že, vprašanje je bilo, kako zdaj kontaktirati Gregija. Jaz sem vedel, da podcast se ne bo zgodil, če ne bom delal z vami tremi. Zato, ker vse poznam zelo dolgo in z vami sem želel delati ta produkt, ker vedel sem, kakšno dinamiko imam z vsakim. Nismo še vedeli. Vedel sem, da ne bomo sodelovali samo semi-profesionalno, ampak želim tudi, da se na osebni ravni zelo dobro poznamo, dobro razumemo in bo naša dinamika nekako bolj iskreno prišla. Pa tudi strokovno, poklicno se zelo komplementiramo. True. V bistvu zelo zanimivo je bil, že o podcastu, o zvezi z anime sem razmišljal že vsaj en let preden si ti prišel s to idejo ven. Sam jaz nisem razmišljal v okviru anime, ampak sem hotel čisto štartati globalno zadevo. Jaz sem že vse, v bistvu že spisal celo idejo, kdo bi bili komentatorji, kakšen bi bil namen, vse sem že narejen. Ampak zadeva štarta je malo večji problem. Po čem bi se pa... Kaj to si mislil, ko si rekel globalno, v angleščini potem? Tako, v angleščini, of course. Se pravi, Trash Taste 2.0. Ja, pa ne. A je bil že takrat Trash Taste? Ja, je bil, ampak z drugačnega zornega kota. Sicer ne bom glih spoilal z kakšnega. Se pravi, ne smeti, ampak smetarja. Ne, drugačnega zornega kota bi štartil tako zadevo, bolj iz svojega foha, ko bi rekel, bolj produkcijskega foha in bi nekako... Jaz se vsak razmišlja iz svoje perspektive, v čem je dober, pa kak bi lahko naredil. Ampak sam zadeva štartati je zmeri to problem, če nimaš Marka. Ja, kakšnega Markota, producenta, ki se potem to zavzame pa stvar štarta. Tako da si enkrat ti rekel, da bi podcast zdaj sem rekel, ajde, gremo probati to, kako bi to funkcioniralo. I make it happen. Ampak tudi kako sva se z Gregom pa spet povezala, ker nisva govorila, mislim, da kakih 6, dejansko zelo dolgo. Situacije vmes, pa smo rašla. Ne, nisva niti imela nobenega kontakta. Jaz nisem imel tvoje številke niti. Tako da sem prosil Mihata, da te kontaktira. Jaz sem ugotovil, da slučajno imam cifro, sem rekel, bom probal, če je še delujoča. In potem te dobim ravno, točno tako, ko si se vozil domov in potem itak že midva tako govoriva 1 uro. Bila je finta, da jaz sem tudi bil v taki fazi, ko sem iskal dobesedno ljudi, ravno tisti moment. Ja, COVID je bil, tudi tak. COVID je bil, pa konec COVID-a takrat kot tak, ampak želel sem nekaj ustvariti, želel sem z nekom nekaj narediti. Vedel sem, da sam ne morem, imam ideje, dam jih na papir, ampak pol voditi naprej ne moreš sam nič. In iščeš ljudi, ki so pripravljeni delati za nekaj in pol so kar sami se pojavljali. Iskreno nisem verjel, da bi celo sprejel, ker nisem vedel, na kakšni stopni si v življenju, kaj se dogaja okoli tebe. Pa videla se res nista videla, ne slišala 6-7 let. Vsake dolgo časa me zaskrbelo, ki je. Ampak Miha ga pokliče in presenetljivo mi Miha pove, da je zainteresiran. Potem mi je poslal številko. Let's go! Dobesedno sva pick-upala, kjer sva končala. It's like talking to your brother. Ni tako, da si se ti, ne vem, kdaj si se oglasil, teden kasneje pri njemu ali še par dni kasneje si se oglasil pri njemu. Par dni kasneje sem ga šel obiskat, če že živi, da vidim, pa grem, pa...
Srečen sem samo bil, da ni bil na cesti. Gled, to je bil moj prvi pomislek. Oj, Kupil ja, sem mu za jest. Ja, ker iz kjer je pač Marko prilezel, je pa tudi Ja, svoja to zgodba. je svoja zgodba, ne bomo Ja. šli, gremo na naslednjo vprašanje. Ja, ok. Veliko smo povedali. Kdo bi na to temo. nadaljeval? Ja, No, daj. gremo kar po... Gremo kar po vrsti. Ja. Po